The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je z mano Žiga Hamun iz Pogitima, koliko si star, 17? 17 let. Dubo je glih nov bike, lahko ugante kjerga, preden vam ga na koncu predstav. Tako da greja malo čez, kako trenira in tako naprej, se boste videli. Nič kaj posebenega, najprej pa Žiga, kako si zdaj ta teden imaš počitnice, si se jih že veselil? Ej, koliko ste se pol vrnila še nazaj, ampak koliko ur na teden treniraš zdaj med šolo? 15-20 ur na teden. Ok, se pravi, pomaš kakšen status športnika zdaj? Ok, 15-20 ur, to pol delovnika. Ok, di mi povej, najprej, kaj me zanima, tako, ko sem jaz še tekmoval, vem, da smo skozi gledali profije, pa kaj oni furajo, koliko zdaj gledate, kaj vozijo, se pravi, profi, pa pol jih probate kaj, ne vem, imitirati na treningu, se to dogaja, ali? Ja, jaz bi rekel, da je tega še bolj. Ok. Da so eni, ki so res ful komplicirajo glede tega. Jaz provam čim manj komplicirati, ka pol sem sam še bolj živčen na dirki. Ok. Imam več stvari za razmišljati pa vse. Kaj pa tako, ne vem, ko se pojavijo širše gume, greste takoj na širše gume ali se s tem sploh ne obremenjuješ? Pa večino vozil 30-ke Ok. od Continentala. Ok. Drugač pa jaz sem na 28. Ok. Sam en je v klubu, ki vem, da ima 32 široke. Ok. Kaj pa, ne vem, a veš, kakšne te, ko so se ročke postavile na not, sedež so se dajali čist naprej. A to se je hitro videlo v klubu, ne vem, da ste vsi začeli šaltati, pa ročke na noter, pa to, ali je to tako? Ročke na notu vsi skor. Ok. Ja. Mene doma oči vedno, ko je videl une ročke na noter, mi je rekel, da ne sme biti tako, da koloni za to narejen. Ja, to je fatar je še stara šola, ja. Ja. Ne, a ni bolj naravna pozicija, da nimaš tako roke, ampak da jih imaš tako? Pa jaz sem imel ročke na not samo zato, ker sem imel široko balanco. Zdaj, ko imam 39 široko, Ok. pač zdaj ne bom imel, zdaj bom pustil, ne, Imaš naravnost ali imaš malo not? zdaj imam naravnost. Naravnost, ok. Pa ti tako všeč? Bom videl. Kaj pa ročke, a imaš tako bolj dol, da imaš tako roke ali jih imaš malo bolj gor? Na Kolnagotu, to starmu sem imel bolj na dol balanco, ki je bila tudi višja. Ok. Tule gor sem pa pustil, tako kot je. Ok. Se pravi, so bolj naravnost. Ja. Ok, dober. A pa še kaj tazga tako, ko opazite pri profijih, pa mogoče mi navadni rekreativci niti ne opazimo, da je, kjer jih probate imitirati? Da sem jaz kaj izpustil. Največ so gume. Pa, ja, pa tudi mogoče sedež. Eni ga dajo bolj nadol, sam zaradi kronometrov. Pač bolj sam za kronometre, ko bolj drsiš pa lahko več moči, čeprav jaz ga pustim ponovadi. Ok. Kaj pa, ne vem, tako po stilu, jaz vem, da ko smo šli na Tenerife, takrat je še Contador vozil, pa on je bil tako na nogah lahko tudi po 10 minut na tekmi in pa sem jaz, ko smo se še ogrevali, sem si dal malo težjo prestavo in sem tako 20 minut sem na nogah gonil, so me že roke bolele, bolj ka noge, ka ni bil zdaj to pač nek interval. In a imate kaj tazga tako, da probate, ne vem, stil imitirati od, ne vem, od Pogačarja ali Drogle ali kogarkoli, ali se pač se s tem nič ne obremenjujete? Trenera, ne, pač Blaž. On ponovadi gleda, da ne vrtimo pretežke, a ne. Ok. Pa ponovadi imamo edin, kar je na klance, ne vem, na 2-3 minute vstanemo za 10 sekund. Toliko, da malo razbremenimo. Ok, a pa mogoče veš, koliko imaš na koncu treninga povprečno kadenco, rečemo? Ali pa kad delaš interval, koliko imaš kadenco?
Na koncu treninga imam ponovadi ne 85 do 90. A med intervalom na klanc misliš? Ja. Tam je okoli 85 imam. Ok. Kaj sem še hotel, še nekaj sem hotel glede tega. Ne vem, jaz sem pri profijih opazil, da zaklenejo doskrat zgoren del, ker je pol, tako kot sem pri sebi videl, je boljši prenos moči pol v noge, če si v zgornjem delu bolj trtat. Kaj tazga tudi trenirate ali tega pač nisi pač kukar si in to je to? To bolj ne, no. Ful gledajo tudi, da, pač, da imajo dobro pozicijo, da zgleda aero, a ne. Jaz imam tako pozicijo, da se najbolj počutim, a ne. Ok, ja, sej. Ja. Koliko so pa dolge fure tako na derkah zdaj pri vas? Si v kategoriji zdaj koliko? 16, 17, 17, 18? 17, 18. 17, 18, ok. Ja, zdaj so fule različno, a ne. V Sloveniji recimo so bolj od 60 do 80, v Italiji, a ne, pa 100 do 130. A pa pol je ful razlika tudi, ko prideš v Italijo na derko, se drugač derka, kakor v Sloveniji? Bolj leti. A že od začetka? Ja, pač skozi leti. Okay, se pravi, daljša, kaj tekma, se pravi, v tujini so bolj navajeni pol tudi na te na daljše. Tudi, ko grete, ne vem, Nizozemska pa to, je isto ali bolj zaenkrat derkate Slovenija, Hrvaška, Italija? Ja, pač kluba, ne, mi hodimo sam Avstrija, okay. Slovenija pa Italija, reprezentanca, ne, pa hod povsod v bistvu. Okay. Belgija, največ Belgija, no. Pa iz kje pa so, rečemo, v vaši kategoriji tako, da vidiš, da so res suni, da so, ne, a so boljši kolesarji še vedno tako iz Italije, ali, mislim, zdaj v mlajših kategorijah vem, da iz Slovenije je kar nekaj dobrih kolesarjev. Pač v Italiji je ful več teh, ki so dobrih, a ne, sam niso najboljši, a ne. Okay. Vedno je en, recimo lanske te bomo mrzel, okay. Je vsako dirko v Italiji bil pač, videli se, da je bil malo boljši, a ne. Italijani so pa vsi mečkan slabši, a ne, ampak jih je pol grupe takih. Aha, ok. Ja. Ok. Koliko kilometrov na let pa delate? Jaz sem jih lanskrat imel malo manj, ker sem padel pa polambil pa vse. Ampak ne vem, v povprečju, koliko, če bi rekel v klubu? Po povprečju 15,000 je bilo lanskrat po moje. Okay. Kaj pa treningi, mislim, a se kaj posebenega, a pa tako bom vprašal, koliko na teden imate prav trening, koliko je pa razpeljava? Razpeljava je ponovadi ponedeljek pa četrtek ali pa petek, okay. Odvisno je kdaj dirka. Torej dvakrat na teden razpeljava, 4 klubski treningi so. Ok. Koliko pa delate kilometrov, ko imate klubski trening? To je čist pač drugače. Ponovadi imamo, če je navaden trening, je najmanj 2 ure pa pol, ker ponovadi je krožna pa šprint. En dan so klanci, se gor dela intervale, pride 3 ure. Kaj to greste, krvavc? Pa možjan so tudi doskrat. Krvavc ne toliko. Kje pa je to? Premalo sem na klubu, da bi ti znal razložiti. Ne mislim, kjer konc Slovenije sploh? Gorenjska. Gorenjska. Ok, kaj je to, kje pa Radovalci ali? Ne, bolj desno. Bolj desno. Ok, dober. Se pravi, koliko so vas pa kaj, mislim, a vam v klubu tudi kaj pravijo, kar se tiče regeneracije, se posveča temu kaj časa ali je sam trening? Nam povejo, da pač čim bolj osnovno jesti. Regeneracija tudi, ne vem, po treningu takoj, da greš jesti, ne. Ok. Ne, a pa tako sem mislil, a si kaj tudi, ne vem, valčkate s čem, greste na kakšne masaže, ne vem, kakšna joga, kaj tazga ali to noben? To je pač, če hočeš sam kaj. Ok. A delaš kaj ali? Jaz sem normatek, kaj.
Se pravi, oblečeš uno gor in to je to. Ja, Okay, to so une hlače cele. ja. Pa to po vsakmu treningu ali... Tako, dobro, včeraj sem si dal Okay. predvčerajšnjem. Danes vem, da si nam dal, Ja, se Imam včeraj si razpravo. mogel dati, se spršel sama, ne, za zdaj spočiti. Imaš sveže nokce. Ok. Pa tako, mislim, kar se tiče pa kakšne vaje za mobilizacijo, kaj tazga se tudi dela, ali to ne ste vsi pri teh letih gibčni? na klubu se dela fitness je. Okay. Sam jaz ponovadi ne morem iti, ko imam zgrosupla sama, ne. Prej ne sprem tja, je tudi. Ne, direkt na dneva drugem mi- koncu. Ja. Kaj pa po zim, rečemo, v Sloveniji se doskrat tudi ne da s kolesom voziti. A še kaj drugega delate? So kakšni drugi treningi še? Ja, ful veliko je tega teka. Okay. Na Šmarno goro laufamo. Koliko je pa najbolj sajt pol na Šmarno? Ne gremo tako po najbližji poti gor. Okay. Mi gremo naprej iz Šmartnega, prvni cerkvi štartamo. Pa gremo pa naprej nek po gozdu, nisem čez ziher. In pridemo malo nad klubom ven. In gremo pol. Ena pot je tam, ko prideš gor na Grmado. Ja. Okay. Se pravi Grmada, pa Šmarno. Grmada, pa dol, pa še enkrat na Grmado, pa pol na Šmarno, pa Okay. pol Šmartno. Okay. Se pravi vse skup to, koliko cajta traja. Uro pa pol. Slabo uro pa pol. Ja. Okay. Na Krvavčke hodite gor? Se gre, sam jaz nisem šel. Okay. Ker Ne, kaj vem, no, včasih, ko sem šel parkrat s klubom, vem, da so na Krvavc hodili, pa so imeli pa saj uni v starejših kategorijah, so imeli ruzake po 15 kg vode še noter. Ja, sej, ko so šli letos, ene 3-4 so šli. In napisal, imejte še 2 litra vode za uteži. Ja. In pa pridejo gor, ven zlijejo, zato da na dol kolena ne trpijo preveč. Ne, pač hudo. Kaj so pa kakšne prve dirke, kdaj se vam začnejo? Prva dirka je, vem, da je v Italiji, Konke, čez manj kot en mesec. Vse imam koledar. Konec marca. Začetek marca je že. Ne, 14. marca mislim, da. Čez 3 tedne. Ja. Ok. Kako pa je zdaj, rečemo, prvs, a pa tako, koliko se pozna razlika v kategorijah, ko greš iz ene kategorije, se pravi iz mlajših v starejše, a je to orenk razlika, kako se derka, ali ni to velike razlike? Največ se pozna, ko greš iz dečkov, mlajše mladince. To se pravi kaj iz 14 v 15? Koliko mlajši mladinci so? Under 17. Aha. To si 2 leti mlajši mladinci. To si pol 14-15 tam nekaj. Ja. Pač ti smo pri mlajših mladincih, a ne? Mislim, pri dečkih, ko sem jaz prišel, res nisem pač takrat še nič treniral, a ne? Začel sem, pa sem bil skoraj vsako dirko 10, a ne? Treniral pa tudi nisem dosti, ker niso bile take dirke, manj kot 30 km. Pa v mlajše mladince, a ne? Pa še konkurenca je bila huda, ker so tudi, že takrat ti bo Mrzel dober, pa Peterlin, pa velikih je. Pa še v grupi se moraš znati voziti, a ne. In pa sem rabo kar nekaj cajta, da sem se malo več kaj en let, da sem se pač, Najdu. ja. Okay. Kako pa rečemo zdaj v klubu, se že ve, ne vem, neka hierarhija je že, se ve, za koga se dela, je že tako, ko mi, ko gledamo po TV-ju, ok, vemo, kdo je ta glaven v klubu, vemo, za koga se dela, ali je bolj prosto po Prešernu? Ne, pač vedno Blaž pove, ali pa Jovan, pač trenerka je, za koga se dela, kaj treba narediti, a ne. Vedno je kakšen, ki noče, a ne, Okay. ki hoče zase. Sam, če ne boš delal za druge, a ne, te pa v Italijo ne bodo vzeli. Ja. Če ne voziš v Italiji, a ne. Pri mlajših mladincih še gre, ker je 20 slovenskih dirk. Mi jih imamo 4-5 starejši mladinci. Okay. Se pravi, v Sloveniji za vas je 4-5 dirk na Ja. sezono. Drugo so pa pol Avstrija pa Italija. Ja. Koliko pa imate dirk v sezoni? Jaz vem, da sem imel od marca do oktobra je skoraj
skoraj vsak vikend. Edin julij, avgust je nekako malo pauza mogoče. Je malo manj dirka. Takrat, ko so počitnice malo. Ja. Imate, ja. Na kakšnih dirkah si pa ti dober? Tako, kaj ti gre najboljše? Bolj ravninska, ne. Sam lahko je kakšen klanček, kakšen krajši. Ko včasih se nekako prijem skozi, pregrizam. Se pravi, bolj klasike na ta princip. Ja. Okay. Se pravi, si močen kabak. Ja. Ja, ka Žiga tudi hod na velo runde in koliko je bilo to? 3 leta nazaj, da si prvič prišel. Tam nekaj je bilo, ja. Ja, ka takrat vem, da sem te še lahko nagonil v Klansgor. Zdaj bliz ne pridem več. Tako da, ja, ne, se kar pozna, koliko v bistvu iz leta v let tisti, ki trenirate, koliko to napredujete, pa koliko se ta moč, koliko si močnejši, se ful vidi. In ja, tako pri nas, ko smo stari biki, to pač ni variante, da prideš na ta nivo, ki si, ali pa ajde se kakšni loh, ampak čez pa tako, ko jaz, ki 5 let nič ne voz, pa gre 1 let se neki trud, pa ja, lahko sam pozabim. Ja, Žiga je zmagal velo spon letos. Je toliko zagonil, lansko let, Ja. je toliko zagonil zadnji novink, da ja, je v prazen šlo, je malo po driftu v Klansgor. Ajde, še za konc. Zdaj si star 17 let, poleg kolesa, a imaš še kaj drugega počneš v prostem času? Ob petkih ponovadi grem s prijatelji ven. Okay. Drugač pa težko se najde kaj cajta, ne. Ko imam še šolo, pa se moram učiti. Okay, se pravi, okay. Petek ven, a pa imaš še kakšen drug hobi, še kaj drugega ali praktičen sam kolo? Kolo. Okay. Pa imaš tudi frende vse, ki so skozi mislim... Ne, imam pač prijatelje v bistvu, ki so na kolesu, so sam na klubu, a ne. Okay. V Grosupu pa pač z unimi, ki sem bil že v osnovni šoli. Okay. A pa si kakšnega še potegnil noter, še kakšnega tako veseli zdaj, kaj je taka fama kolesarska? Enega sem prepričal, da je z Grosupla. Okay. Je začel pol. A pa še je kolesar ali ne več? Ja, še. To je isto star, kot ti, ali? 1 let mlajši. Pa isto pri Pogiju. Ja. Okay. Letos ste se kar dobro, ste se lepo opremali, a se tako, odkar je Pogačar, rečemo, da mu gre tako dobro, a se tudi v klubu pozna, ne vem, zdaj zelo lično zgledate vsi tako, ne vem, so pogoji kaj boljši v klubu, se ti zdi, ali se ti zdi, da približeni ste? Mislim, največ se pozna, da nas je več, ker včasih je bilo 8-10, zdaj nas je 30 vse skup starejših mladincev. In je tudi že težko prijeti na dirko v Italijo, pač se moraš že pokazati, ne. Pa tudi oprema, ne. Ne vem, dresi so zih boljši, kot so bili, ko prej so bili Santik, zdaj so bili Ale, letos bomo imeli Pisej. Se pravi, grete tako, kaj je UAE sponzoriran. Ja. Okay. Sej pač UAE je sponzor nekako. Ja. Ok. Še eno vprašanje sem imel. Evo, zlata ribca moja, sem zdaj pozabil. Pozabil sem za eno vprašanje. Žiga, zdaj greva še na tole. Koliko se kaj pozna, rečemo, oprema, ker jaz poznam kar nekaj staršev, ki imajo v klubu kolesarje, kolesarke in to eni imajo že take bajke, ki so zelo, zelo mladi in koliko ti vidiš, da se pozna ta oprema, ker zdaj ti si vprašal to kar iz par kolesi zamenil, si tudi našega si testiral. Koliko ti opaziš razliko med kolesi? Pa meni rečemo ni bil slab, vse je bilo, ne vem, 5 jurjev pa gora, ne, cenovno. Koliko opaziš pri sebi to razliko pri samem kolesu? Drugač, na treningu največ opaziš, ker si sama, ne. Okay. Na dirki
sam gonaš, pa Ja. upaš, da držiš. Ja, pa kje se ta razlika najbolj pozna? Zdaj, ko sem zamenil kolo, največ opazim na klanc, da je veliko bolj lahkoten. Prej, ko sem imel BMC-ja, Time Machine, on je bil poravno, ne, je bil pač je letel, ne, čist drugače je bilo. Ne vem, pa tudi v glavi se nekako boljš počutiš. Zdaj imam boljš kolo, zdaj lahko letim. Ja. Evo, zdaj se klepar kolesu od Žigata, snemava drugič, ker prvič zgleda nisem pritisnil gumba, tako da bo Žiga predstavil svoj nov bike in evo, Žiga, beseda je tvoja, 3-4 zdaj. Ja, to je ono kolo, velikost je 53, gore je Ultegra D2, sprednji zobnik je 52, 36, zadaj 11-34. Gor so obroči Fulcrum 600, ki jih bom še zamenil. Najverjetneje bom dal gor viženke 60 mm. Pa te gume bom sam za na trening, ki jih bom tudi zamenil. Bom vozil Corsa Pro, Vittoria. Zakaj si rekel, da boš Corso vozil, pa ne Conti? Ja, všeč mi je, ker se ne raztegne. Pa občutek imam, kakor da ima več gripa. Okay. Kaj pa, tako, ko si na cesti, se ti zdi kera hitrejša, počasnejša od druge ali tam? Tam, no. Ne čutim pa razlike v gumah. Ja. Prvo prijemu, kje je una največja razlika mogoče prvo prijemu, ko se ti zdi, da ti Vittoria boljš, kakor pa Conti? Ko so kakšni 180 stopinjski ovinki, ki ga pač res založim, ne. Okay. Imam občutek, kakor da sem malo bolj stabilen, ne, da ne drsi. Še eno vprašanje kle. A pa se ti zdi, da pri Contiju, meni se zdi, da pri Vittoriji bolj čutiš gumo, kdaj zgubiš, kdaj si tam na koncu prijemom, pri Contiju se mi zdi pa, kukar takrat, ko si na koncu, bo skoraj zihar obrisil. Ne vem, kukar da ne moreš, da nimaš tako dobrega občutka, a pa tako jaz vsaj vidim. Jaz se najbolj počutim na Corsa Pro, no. Okay. Ne za ostale. Dobro. Balanca? Balanca je od Colnagota integrirana. Širina je 39. Vilce bom še odrezal. A to už čist dol zabol. Verjetno. Se pravi, zdaj si rekel si prej, da si prvič, da si ga sam enkrat sprobal. Včeraj, ja. Ja, okay. Pa v primerjavi z Time Machinom pa V3 RS, kje se ti zdi največja razlika? Po ravnom ga približno isto leti, kot Time Machine. Ni take razlike. Okay. Ali imaš ti toliko močnejše noge letos? Možno. Na klancu pa čist drug. Imam tudi zobnike lažje, ne. Sam na klancu imam občutek, da je ta ful bolj lahkoten. Okay. Una V-trojka, ki sem jo opremil. Ja, ok, on je bil tudi že kar star. Pa... Ja, pa tudi ni primerjave sploh. Ja. Ne, se po moje, ko boš dal nove obroče gor, ko te obroči so ful težki, ko boš dal une gor, ko so kar dosti lažji, bo po moje že tukaj kar velika razlika. Pa ko boš vozil neki cajta Vision, boš pa prišel sem, pa ti me za en teden posodil še te naše, zato da boš pol mi lahko en review naredil. Da mi povej še sedež. Sedež je bil tako, kar sem ga dobil v originalu. A ti nisi nič zberčen, kar se sedeža tiče? Niti ne. Važno mi je, da ni luknja na sred. Okay. Uno mi ni všeč. Dobar. Je nič. Aha, še power meter. Pasioma. Uno. Sam en je, ker sem enega uničil. Ok. Je nič. To je to. Žiga hodi tudi na velo runde, tako da tisti, ki hočete videti, koliko je res dober, pa če mislite, da ga lahko nagonite, lahko pridete na velo rundo, pa kaj so prej rekla, da lahko probajo. Ja. Nič, Žiga, srečno na dirkah, pa se vidimo čez ene par mesecev, pa boš še povedal, koliko je res ta bike.
tako da te bomo še enkrat pol povabili. Tako da do naslednjič v živi. Ma, hodijo.